Več znanja, več dela, manj politike, pa tudi več poguma podjetnikov in tistih, ki v gospodarstvu delamo. Vsi vemo, kaj je treba napraviti, sam nihče ne napravi. Morali bi imeti vlado najprej, ki spoštuje zakone, ne bi smeli imeti politikov, ki so v kazenskih postopkih, ki nas vodijo. Sodstvo bi moralo biti pošteno. Skratka, mi nimamo nobene pravne sigurnosti, karkoli počnemo, karkoli delamo, ne vemo, je to prav, zgledi so slabi. Tisti, ki vodijo državo, bi morali biti vzgled. To je ta prva stvar in se ravnati po etiki, morali, kar vsi vemo, pa se ne zgodi. Dobro bi bilo, če bi vsak v svojem podjetju spoštoval neke osnovna načela poštenosti in odgovornosti. Kar se pa konkurence tiče, slovenski trg je majhen in tukaj bolj veljajo kartelni dogovori. Morda je rešitev v tem, da politika izstopi iz gospodarstva. Če to ne moremo storiti, predlagam, da naj ima pozicija direktorska, predsedniška mesta v podjetjih, opozicija pa nadzorne svete. Takrat se ne bo dogajalo to, da delamo za prijatelje, da izkoriščamo ta podjetja, ker bomo en drugega nadzirali in bi s tem veliko prispevali k temu, da je tudi konkurenčnost prava. Mi smo ostali, ki nimamo z državo posla, smo kar konkurenčni, ker moramo delati na svetovnem trgu. Ne, konkurenca je tam, ker ima država prste vmes. Razbremeniti tiste, ki investirajo, da ne plačajo od naložb davka od dobička, da ne plačajo davka od dobička takrat za tisto, kar vlagajo v razvoj, da država poskrbi za pogoje, da odpravi ovire, skratka. Država naj čim manj nagaja podjetjem, pa naj pusti tudi ljudem, da lahko povedo svoje mnenje, pa da ne bojo kaznovani. Vi imate primer, mi nočemo nastopati v javnosti, zato ker če kaj poveš, ti škodi in je to splošno znano. Če si dober, pa kaj rečeš, te bodo že prišli pogledati in ti škodovali. To se pravi, država tukaj ne dela pozitivno. Bi morala vse narediti, da podjetja, ki so dobra, da jih daje za zgled, jih spodbuja, če tudi kritizirajo, naj prisluhnejo in nekaj storijo. Preveč so odmaknjeni od prakse. Oni so v oblakih, mi pa na tleh in mi na tleh moramo delati. Oni tudi delajo, samo neproduktivno, žal. Več gospodarske diplomacije, s tem, da v tej gospodarski diplomaciji niso politiki, ampak bivši gospodarstveniki, ki poznajo to. Ker veste, to je tako, čevlje sodi nek kopitar. Gospodarska diplomacija, da politik se z njo ukvarja, ker ne ve, kaj je gospodarstvo, je zelo težko, ne bo nič uspelo. No, druga stvar je morda, da bi pomagali majhnim in srednjim podjetjem z znanjem, kako izvažati, z udeležbo na sejmih, kar se nekaj dela, pa tudi s tem, da bi nekako dali neko stimulacijo izvoznikom. Slovenski trg ni izvozni trg, mislim, ni trg, mi moramo vsi izvažati. Tako da več poudarka bi morali biti temu namenjeno.